V zgodbah in legendah, ki so nastajale v okolici Gorice, se odraža hibridna identiteta Goričanov. Gorica je namreč od vedno preplet različnih narodov, ki tu sobivamo. Slovenci, Furlani, Nemci, Italijani in Judje. Vsi smo Goričani. In to se vidi tudi v zgodbah o Soči. Zanimive so recimo soške sojenice, ki se jih lahko tik pred zoro sreča ob reki, medtem ko so prale placento. Če je odnesel tok, je pomenilo, da je novorojenec umrl. Ko pa so rojnico dvigali in spuščali v vodo ter jo oblagali s kamnim peskom, si vedel, da otroku prerokujejo usodo, ki je lahko bila bogata, če med prerokovanjem po toku pripravlja kakšna veja ali listje. A najbolj nenavadna bitja v goriški okolici in v Brdih so bili cufulini, pol ptice, pol zajci. Ljudje so jih nenadoma začeli obtoževati, da prinašajo nesrečo, zato so jih začeli ubijati. A ko so na Koradi ubili zadnjega, se je razbesnela nevihta, ki je v 3 dneh uničila vse pridelke. Ohranjanje narave in vseh živih bitij je pogost motiv v goriških zgodbah. Podobno se je zgodilo tudi s kvaternikom, čudežnim pticam, ki je vedno, ko je nepričakovano priletel v naše kraje, prinesel hude čase. Ampak tisti, ki ga je skušal ubiti, je vedno umrl. Furlani poznajo štorkulo, orjaško kosmato ženo, ki se v Soči umiva tako, da eno nogo postavi na Sveto Goro, drugo na Saboti. Naslednji dan pa eno na Kalvarijo in eno na Štanderški zvonik. Njena senca prinaša smrt, če pade na otroka. Soča je namreč nevarna in to se odraža tudi v naših zgodbah. Tako kot zima. Zato sta za vse, ki živimo tu v bližini, pomembna 2 trenutka v letu. Pust, trenutek, ko podimo stran zimo, in svetoivanska noč, noč med 23. in 24. junijem, ko se začenja njeno dolgo vračanje. Takrat nam praprotna semena v žepih odpirajo magičen svet. Čutimo čarobna bitja, razumemo živali, ki nam tudi prorokujejo prihodnost. Ta je lahko grozna, če živali napovedo, da te bodo pojedle mravlje. Tisto noč morajo goreti kresovi v vseh vaseh, po hišah pa viseti svetoivanski venčki z rožami iz bližnjih polj. Na teh poljih med Šempetrom, Vrtojbo, Štandržem in Sovodnjami, kjer so nekoč pridelovali najboljšo zelenjavo in sadje za Dunajski dvor, Soče ne vidimo več. Ne slišimo je. Tako kot ne meje. Ne vemo točno, kje poteka, a čutimo, da je blizu. Meja je dolgo časa vplivala na življenje ljudi, ki tukaj živimo. S prihodom meje pa so nastale tudi nove zgodbe, ki so z leti že postale legende. Krava z 2 nogama v Jugoslaviji in 2 v Italiji. Liduškina vila v Solkanu, razdeljeno mirnsko pokopališče. Ampak za kmete iz okolice Šempetra, Sovodenj, Štandrža in Vrtojbe je nova meja pomenila tudi različne vsakdanje težave. Marsikateri kmet je živel na eni strani meje, njive pa imel na drugi. Večkrat se je recimo zgodilo, da je živina za kak meter prekoračila državno mejo. In če je bila italijanska, so takoj posredovali jugoslovanski obmejni vojaki, graničarji, ki so živino odpeljali. Za vrnitev so bila potrebna večurna zasliševanja in zagotovila lastnikov, da se to ne bo več zgodilo. A ljudje, ne glede na to, kje postaviš mejo, prej ali slej najdejo pot okoli nje. Vsaka goriška družina pozna kakšno zgodbo o švercanju kave, masla, zelenjave in mesa, ampak tudi kosov za avtomobile, za kolesa ali opeke. Prav tako kot Soča, ki prej ali slej najde svojo pot in se pri tem ne ozira na meje. Soča nas uči, da so meje le črte, zarisane po zemlji, medtem ko življenje gradi mostove. Tak most je tudi slovenska manjšina v Italiji, katere del sem tudi sam. Prav mi povezujemo, kot nekakšni karonti večno šivamo oba bregova. A zgraditi most med bregovi ali kulturami terja trud, pogum in voljo.
Biti kot Soča pomeni sprejeti ta izziv, vedeti, da mostovi ne nastajajo brez napora in da je sobivanje krhko ravnotežje, ki se lahko kadarkoli poruši. Biti Goričan, ne glede na to, kdo si, danes pomeni prav to, biti most. Kajti most ni le prehod, ma è una promessa di futuro.